Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Pozdravljam vas, jaz in Šiško, zdrav Šiš. Zdrav. Kako? Dobro. Čudovit sončen dan je, a ne? In oba sva prav dobre volje opažam danes. Pripravljenih imava nekaj zanimivih novičk in vesti, ki so jih pripravili naši sodelavci. Pa kar začnemo s prvo. Mlada Slovenija, podmladek nekdaj parlamentarne stranke Nova Slovenija. Se ti še spomniš, kdo so to bili? Nova Slovenija. Ja. Kjeri so že to bili? Od Bajuka. Bajuk, točno. Tako je on odstopil. Ja, kaj že z Bajukom bilo? Bajuk je bil prav financminister. Pa je pa, stari, kako je, kar zginil je. Adijo, Bajuk. Torej, podmladek njihov v Ljubljani zbira podpise proti poimenovanju ulice po Josipu Brozu Titu. Sej, zdaj pa se ga Josip Broz Tito kriv. Stari, a se ga ti še spomniš? Jaz sem bil 2 meseca star. Seveda, jasno, jaz se ga spomnim. Ne, se je bil baraba, zločin stežek, ampak ploskali so mu pa vsi. Vsi ste mu ploskali, okej? Zdaj pa kar nekaj, Madonna. Za ulico pa nisem, by the way. Dej na nehi, zakaj pa? Kdo je pa nuca, no? Žnidarčičeva ne bo. Med zbiralci podpisal je tudi Jernej Vrtovec, sekretar Podmladka. Po nemškem časniku Bild je Tito ima na vesti kar milijon Slovenk in Slovencev oziroma ljudi. Namreč spada med 10 najhujših morilcev na svetu in ne more Slovenija in ne sme si dovoliti, da bi imela ulico imenovano po diktatorju Josipu Brozu Titu. Vrtovec je poudaril, da je bil Tito predvsem diktator in zločinec, okej, vemo. Proti poimenovanju pa naj bi v enem dnevu zbrali preko 1000 podpisov. Upa, da jih bo župan Janković upošteval, v nasprotnem ne izključujejo niti ne referenduma, da je ne, zaradi ene ulice, to pa tudi ne, no. No, halo? Upamo, da bo to zadostovalo, da bo gospod župan uvidel, da s tem, ko to dela, ko ima to vrstne aktivnosti, deli Slovenijo in deli Ljubljančane. Včerajšnje konference razvojnega dialoga pri predsedniku vlade Borutu Pahorju se je udeležilo več kot 100 predstavnikov delodajalcev, sindikatov, civilne družbe, manjkali pa niso niti ministri in predsednik republike. In čeprav razumem našega Denisa Sarkića, Denis, klepetali so torej, a je prav? Ja, sem te prav razumel? Povedali so, da je kriza in da treba nekaj narediti. Ja, ampak niso pa neč v bistvu, mlatili so prazno slamo, če te prav razumem. So se malo skregali. Ja. Nas pa zanima, torej nas to ne zanima, ker so samo mlatili prazno slavo, nas zanima pivo. Tako je, ker je vroče. Ker je vroče. Ja. In za tega del naslednji posletek. V bistvu nas zanimajo tudi malo tajkuni. Tajkuni. Nas ne zanimajo malo. Naslednji posnetek v zvezi s pivom in tajkuni. Ali lahko pričakujemo državljani, da bi lahko v bodočnosti pili pivo tajkun, da ga bo pivovarna Laško resno proizvajala za vse? Vsega proizvajamo. V Slovenski demokratski stranki pa so se odzvali na nameravano podaljšanje delovne dobe do dopolnjenega 65. leta starosti. Ja, Denis, imaš pripombo? Veš, zakaj? Ne. Zaradi tega, ker so se na tem posvetu, kjer so čvekali vlada, sindikati, opozicije ni bilo. In skregali so se pa ravno zaradi tega 65. leta, da ženske delajo do takrat in vsi in tudi moški. Ne? In zdaj imamo Zverovo izjavo okrog tega. Seveda, na spletni strani SDS-a jo imajo vedno pripravljeno za vsega. Šiš, prosim, posnetek. S tem se pridružujemo tudi sindikatom, sindikalnemu gibanju, ki prav tako ostro nasprotuje temu ukrepu in grozi celo z referendumom. In če bo do tega prišlo, se bo SDS pridružila tej aktivnosti sindikatov. Še lansko leto, v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji, svetom Evropske unije, smo se lahko pohvalili, da je Slovenija bila na bistveno boljši poziciji kot druge evropske države, kot je bilo evropsko povprečje. Saj delež brezposelnih mladih, tisti, ki prvi iščejo zaposlitev, bil precej nižji, kot je bilo takrat evropsko povprečje. Ta ukrep, če bo prišlo do njega, če bo uveden, bo položaj mladih bistveno poslabšal. O krizi pa je v Mariboru spregovoril predsednik Državnega zbora Pavel Gantar, ki je bil gost mariborskega kluba KGB, in tudi tu ima naš Denis Sarkić, ki mu je pravkar ratalo luštno sodelovati takole strani pripombo. No, pripomba na mestu.
se mi zdi, da v Mariboru, kjer je socialna situacija težja kot v Ljubljani, ne, je dobro, da razpravlja vsaj eden vidnejših predstavnikov države o krizi. To mislim, da je prav. Se ti zdi dobro? Ja, ko bo začeli še v Lendavi, v Prekmurju, v Depri, ne, tam razlagati iste stvari, bomo v bistvu na dnu krize. Da nekdo od države sodeluje, se pravi, to se ti zdi dobro. Ne zdi se ti to normalno? Ne, to se mi zdi normalno in dobro, ker tega ni bilo v zadnjih 3 mesecih. To pa nisem vedel. Ja. Bolj malo so se vozili okrog. Pogovarjal se je z dr. Vesno Vuk-Godina in Andrejem Fištravcem. Jaz se pravzaprav niti ne spomnim, a je bilo kakšno obdobje, kjer nismo imeli krize. Ne? Kriza socializma je konstantna. Ne? Pa je bila kriza v 70-ih, pa je bila kriza v 80, ko se ni dalo dobiti ni dalo dobiti kave. Ne? Oziroma, če si hotel kupiti kavo, si mogel kupiti še 2 para nogavic in tako naprej. Potem je bila kriza jasno nacionalizma, pa tako naprej, in pa kriza, ki je razlomila Jugoslavijo, in potem je bila kriza prehoda. In imamo, skratka, jaz, rekel sem, le nekaj mesecev, rekel, vsem svojim življenjem preživel v obdobju brez krize. Ne? Pa so bile še osebnostne krize, krize v familijah, skratka, kriz, kakor hočete, ne, in mi bi se morali počutiti v krizi prav domači. Ne? Na gospodarskem razstavišču je potekala druga študentska marketinška konferenca Fanfara. Kaj hudiča je to? Kdo od vaju ve, Šiš, Denis? Nimam pojma, da fanfare so neka trobila, mislim. Ampak marketinška konferenca, študentje se že marketinško konferencirajo. Lahko odstopaš, recimo, kakšen tatu v najem, Coca-Cola. Žalostno. Vodja protokola Tanja Šket je povedala, da je dogodek uspel. Moram reči, da letos smo zadevo bolj zakomplicirali, zato ker smo imeli že nekaj izkušenj in smo bolj planirali in bolj organizirali in tako. In mogoče smo imeli celo več težav zaradi tega. Tako da mogoče bi bilo drug let spet treba delati bolj tako luftarsko, na rekovajih. O težki instrabenzijadi, komentar dneva, Rado Pezdir. Primer Istrabenz je po svoje zelo tipičen primer dojemanja slovenske tranzicije z vidika prebivalcev te republike. Zakaj? Prvič, ne vem, kaj je sploh presenetljivega v celotni zgodbi. Glede na tovarišijski kapitalizem, ki je vsa ta leta dominiral instrumente pravne države, in glede na nacionalno socialistično paradigmo slovenskega kapitalizma, bi bilo težko kaj drugega sploh pričakovati. Seveda je indikativno, da je bila skupina ekonomistov, ki vam je zdaj že leta govorila, kam tak način tranzicije vodi, v slovenski javnosti predstavljena kot skupina blaznežev. Zato vam danes lahko zgolj odvrnemo, kaj smo vam rekli. Niste verjeli, celo hoteli ste nacionalne šampione. Zdaj jih imate in naj se vam zatakne v grlu in denarnici. Vse na svete, bojda strašno socialno čutečih ekonomistov, pa si še enkrat več utaknite nekam. Večina vas tako ali tako nikakor ni hotela slišati resnice, a ne? In drugič, ne pozivajte ključu Bavčarja. Ta res nosi levji delež krivde, še zdaleč pa ni edini, ki mora odgovarjati. Napačno bi bilo misliti, da je vsa krivda enega samega človeka. Mreža je bistveno širša in bolj prepletena. Zato, če s kolapsom Istrabenza ne boste zahtevali odgovorov, zakaj je bilo vse to, do česar je prišlo možno, in kdo vse je vpleten, oziroma ne boste zahtevali resne preiskave in kazenske odgovornosti, se bo prav isto zgodilo še kje drugje. In to ni fikcija, ampak zgolj vprašanje časa. Skratka, ne bodite tako trapasti in ne dopustite se nategovati na tako cenen način. Ali pa si priznajte, da to hočete in da ste radi nategnjeni. Slovenija, 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 kulturac. V galeriji Spomeniško-varstvenega centra v Ljubljani so odprli prvo razstavo slik Saša Lebana. Cikel slik Barvna poetika si lahko ogledate do 21. aprila. Tole pa so mnenja prvih obiskovalcev razstave. Ja, jaz sem bila zelo pozitivno presenečena. No? Sploh, sicer jaz sem bolj za te realistične slike, ampak so mi tudi te abstraktne zelo všeč. No? Meni je všeč predvsem tehnika uporabljena. Zanimivo pač ta čipka vpletena noter. Barve sicer niso čisto po mojem okusu, ampak globalno mi bo zanimivo. Ja. Še vreme?
Odlično je. Zdaj pa takole, kdorkoli je že za vreme odgovoren, puste knofe na mer, ok? Da ne bi kdo nastavitve kaj premikal. Ker zdaj je v redu, zdaj je lih prav. Zmenen, ne vem kje, vse se slišimo, vse se razumemo, ok? Prima je. Sonček, lih prav suho. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. A ni, ste ne tikali zdaj.